No, zdaj smo pa, da smo danes tukaj, pa razlog ta 12. evropski pokal, ki ga organizira Klub Sankakov v sodelovanju z Judo zvezo Slovenije, dvodnevni pokal v soboto in nedeljo v lepih športnih dvoranih tukaj po četrtku. Pa mislim, da je prav, da o tem, kaj več spregovorita gospod Marjan Fabijan, Urška Žolnje, pa bi Marjan dolga termine pri besedo. Izvoli. Še enkrat pozdravljeno, bom se že prej. Tekmovanje 11.12. V soboto, nedeljo. Trenutno udeležbo na tem tekmovanju je podarilo 58 klubov iz 28 držav. Skupno število tekmovalcev je 391. To število se še lahko mogoče kaj spomina več, ko na manj, tako da oziroma na manj, prej, ko na več. Za Slovenijo nastopa 22 tekmovalcev, 17 moških in 5 žensk. Moram reči, da pri ženskah je malo vse skupaj okrnjeno. Tekmovanje se dogaja v športni dvorani po četrtek. Pred tekmovanjem so 10 uri, finalni boj za tretje mesto po 16:30. Pri tej izvedbi, to je kar velik projekt bil za nas vse in to nam je kar pomagalo zdaj približno 70 volonterjev od vse posod. Veliko podporo imamo tudi od domačinov oziroma od samih teh, ki so zaposleni tukaj v hotelu v Olimju. Velika razlika mora reči, da je tisto takrat, ko smo bili celo, čeprav smo že pozabili do tega tekmovanja, ko se tle odvija. Drugačen občutek je, vedno se dvorane nekako napolne, ljudje se za njih imajo veliko zanimanje v tem kraju, sprašujejo, ko pride naš kombi tule, ko gre po cesti gor proti Celju ali proti Rogaški, proti Hrvaški, kakorkoli, se vsi ljudje ozirajo, pa že dobro vejo, da je zopet to tekmovanje in že tudi najbrž kombi čakajo, da pridejo, mislim, da si bojo prišli to tekmovanje ogledati. Konkurenca na tem tekmovanju ni preveč močna, da bi rekel, najbrž ne bo veliko teh, ko bojo nastopali na olimpijadi. Ravno tako naši tekmovalci ne nastopajo, zato ker prva ženska ekipa oziroma dekleta je Silv Kluba Sankakov, grejo v Francijo, konec tedna že v petek. Fantje bojo tu, samo v glavnem bojo ti fantje za pomoč, pa ostalo je tudi na pripravah, ko so ponedeljek, sreda. Še pred tem tekmovanjem imamo pa tudi priprave z kanadsko reprezentanco. Mislim, da se še v temu priključila tudi ruska ekipa. Ruska ekipa naj bi prišla tle za prva postava. Prišli so z namenom tudi, da bi ostali na tem drugem delu priprav in potem seveda da bi šli v Poreču, kjer so zaključne priprave. To bi bilo zdaj toliko. Hvala. Urška, boš dodala, morda še posebiti. Izvoli. V bistvu je že, bi vse povedal, jaz nimam več kaj dodati. Se že isto kot 12 let vodi cel projekt Marjan Fabijan, Lucija Polavder je direktor dvorane in dvorano tudi opremlja. Jaz sprejemam prijave in pa to posebniško delo, ki ga je treba narediti tudi na takšnih tekmovanjih, tako da ni vse na blazini. Je pa sodelovanje Judo zveze in pa Judo kluba Steželek Sankakov sodelujeta, da to tekmovanje poteka nemoteno in da gre vse gladko. To je z moje strani. Hvala lepa, Urška. Jaz bi dodal to, da je tako kot je organizator tudi zapisal, da je to kvalifikacijsko tekmovanje za evropsko prvenstvo do 23 let. In pa predvsem želimo, da bi čim več ljubiteljev športa povabili po četrtek, za to soboto in nedeljo. Pomembna informacija morda še ta, da je volitev v soboto ob 16. uri. Toliko zdaj zaenkrat z naše strani, zdaj pa, če bojo vprašanja novinarska na temu olimpijade, pa to bo pa Alex moderiral. Izvoli, Alex.
ugled v svetu juda, vsaj za zdaj večjega v ženskem delu. Ste kdaj razmišljali, da bi priredili tekmovanje na najvišjem nivoju? Se pravi, svetovni pokal najvišjega ranga. Ja, dobili smo že ponudbo, da bi to organizirali, da smo odklonili. Jaz tako smatram tudi očko v tem primeru, da gremo do tam, do kamer smo sposobni, ne, in finančno, in tako ostalo, zato ker to je bil res prevelik zalogaj za nas. Enkrat, dvakrat bi ga bilo lepo organizirati, potem se pa stvari pojavljajo, kot pa že teže. Je pa vsako leto so pa tudi zahteve večje, tudi od Svetovne Evropske zveze, tako da to tekmovanje mislim, da ne bo prišlo v upoštev. Da smo kar tega tekmovanja držali, ker tudi za naše slovenske razmere še vedno, da nismo to, nismo Francija, Japonska, pa te dežele, pa vlako vsake kategoriji pošljajo po 5-6 tekmovalcev, mi pa vidimo tle, da imamo zdaj samo tem tekmovanju 5 žensk. Moramo vedeti, da imamo vrhunski judo, imamo tudi veliko maso otrok, da nimamo pa tako veliko, da bi rekel zdaj, da lahko tem državam konkuriramo, ko imajo te pokale. Tako da enostavno bomo mogli pri tem ostati. Samo dodal bi še, koliko bi rabili denarja za organizacijo take stvari, ker z mladinskim svetovnim prvenstvom ste dokazali, da znate to prav, da to brez težav izgledate, da tudi sponzorje znate. Ja, to moramo vedeti, da so tu tudi razni prevozi pa tak naprej, da ti ne več stanejo. V glavnem stroški bi se povečali za 50 000 € približno. Tako je izračunano, pa tako tudi potrjeno, da je to tako. Še kakšno vprašanje v tem trenutku? Zoran. Marjan, govoril si o odrežbi, kaj je konc leta. Kdo sploh pride? Kakšen nivo sluda po tej dvorani? Ja, ta nivo, to so tekmovalci, ki bomo lahko nekje na naslednji olimpijadi v Tokiu videli, poleg tistih, ki grejo zdaj že na olimpijado, sem prepričan, da jih je 30% teh, da jih bodo lahko na naslednjih olimpijskih igrah videli. Jaz, ko sem imena zaslil tudi v mladinski konkurenci, pa tak, da so tu neki, ko bojo zelo lep judo delali, so tule lep judo lahko prikazal. Vrhunski je mogoče malo nerazumljivo za nekatere in malo drugačne. Tu pa malo bolj sproščeno, pa malo večja želja v njih, ker so tu mladi in bojo lepe borbe. Tako da bomo imeli pravo lep judo za videti. Ja. No, ker ne grem v Tokio, bom prišel soboto. Me veseli. Koga bi od naših izpostavili? Ja, jaz mislim, da tule zdaj trenutno bi najbolj izpostavil Klara Koteka. Ni ona v neki formi, tako da bi rekel, da zdaj mora Vrhunsko ostati na red. Samo ona je le viceprvakinja svetovna mladinska in do 23 let evropska prvakinja, tako da neki bi že mogla lahko lepe borbe pokazati. Ne. Poleg vseh ostalih imamo še pa druge slovenske tekmovalce tudi, ko zdaj domačnega števila, oziroma ne števila, domačnih imen še nisem pogledal, se tudi časa nisem imel zelo, ampak sem pa pripričan, da bodo tudi slovenski tekmovalci ostali, kar lepe borbe lahko pričakujemo v vseh kategorijah na 2 prva mesta. Še kakšno To vprašanje? so slovenske kvalifikacije za Evropsko do 23 let. Ne, to so kvalifikacije tudi od drugih evropskih držav. Recimo, kakor sem videl, bi lahko povedal, da so to kvalifikacije za, recimo, za kjer države, za Avstrijo, za Francijo, za Nemčijo, Mađarsko, Nizozemsko in Rusijo. Te države tudi po tem spisku imajo isto kvalifikacije, podobne, da imamo mi. So pa težnostna kvalifikacija, recimo, uvrstitev je podobna kot pri nas. Ni to na ta evropski ravni, ampak to imajo zveze svoje kvalifikacije. Ampak, ker imamo jaz podatke, so te kvalifikacije primerljive vsem ostalim državam. Koliko slovenskih borcev si želite na tem evropskem prvenstvu? Kaj si želimo? Koliko naj bi šlo, Kako veliko ekipo, koliko tekmovalcev? članov bo šlo na to prvenstvo? Do 23 let, ja. Jaz bi rad, to je
moja želja normalno, da bi vsak kategorija enega tekmovalca peljali. To bo zelo težko, ampak mislim, da vsak, pri ženskah in moških vsak kategoriji 5 tekmovalcev. V ženski 5, pa v moški 5. Tako mislim, da bo to zadnja naša cifra, koliko gleda, koliko so že norme izpolnjene, pa koliko še na farini. Tako malo predvidevam, mislim, da jih zmotil. Ne bojo vsi skakati? Kje? Ne, različno, to se menja. Se vemo tudi, da na začetku teh olimpijskih iger so bili drugi, pa so potem spet drugi, pa tako, to se skozi menja, ampak jaz zdaj zelo koliko je. No, ti se ne menja. Si morda Lučka še koga izpostavljamo, da so nastopajoči k našim? Tudi jaz mislim, da zdaj točno pregledala seznama, sam število tekmovalcev, med njimi tudi znaš, da prvo Matjaž Krbovc, mislim, da je tak pač en izkušenejših tekmovalcev. Potem je še pa dosti predstavnikov Bežigrada, Hojak, recimo, tega sem zasledila, pa še marsikaj drugi, mladi, seveda, ki prihajajo v spredje, si želijo zmag, dobrih borb in pa to jim je tudi neka stopnička za naprej. Hvala lepa. Jaz bi se vendarle dotaknil še Liga de Janeiro. Ta logistika, o kateri se ogromno govori, ne vem, recimo ti na borbo 9.8. 5 ure razlike v Ligu. Boste šli kaj prej v Ligo ali takrat kot vsi drugi? Mi smo že v Ligo do zdaj 3-krat bili, vedno smo nekako pisali, kot jaz njihovo počutje sem beležil, tako da imam do vsakega, ko je bil izid kluba Sakako sej, imam zapisano, da je bil tisti njegov pravi dan. Po mojih izračunih je 5 dni, recimo roki bi pa že pa tam dalje bomo imeti malo več kot Tina, ostali pa sredina med 5, 6, tudi 4 dnevi bi bilo dobro skozi prišel od mlajših, če bi bil recimo tako, ko mislim, kakor imam jaz te beležke, v to bi Adrian celo 4 dni odgovarjal, da bi šel reklo dosti. Kdaj pa pridete po tem prvotnem? Kdaj pridemo nazaj? Ne, kdaj je prihod v Ligo? Ja, različne časovnice imamo, zato ker grejo vsi približno tako popreček je 5 dni pred nastopom, da pridemo tja. Nekateri pa pridejo zjutraj, nekateri popoldne, nekateri potujejo čez noč, pa tako čisto različno. Dobro, mislim, da smo izčrpali. So šli do Olimpijskega komiteja do roke? Ja. Ja. Tako, hvala lepa. Še ne sem, samo